Miki, glavni nadzornik. Jaz bi vas v imenu Poveljsko-Koroškega območja najtopleje pozdrav. Pričenjamo z tekmovanjem mladine regijske. Upam, da bo to tekmovanje potekalo z duhu, kakršno so tudi vsa tekmovanja, sodnikam za fair sojenje, da na koncu smo vsi skupaj veseli in da lahko odidemo iz prostora, tako kot se to nam v gasilski strani tudi dopade. Še enkrat, veliko sreče na tem tekmovanju vam želim v imenu Poveljstva, pa vam kličem na pomoč. Regijsko tekmovanje Koroške regije za pionirje, pionirke, mladince in mladinke. Torej tekmovanje, kjer so se po posameznih gasilskih zvezah v Koroški regiji, torej Mežiške doline, Meslinske doline, Dravograd in Dravske doline, uvrstile ekipe na to tekmovanje. Obenem pa tudi preverka ekip, ki se bojo naslednji teden uvrstili na državno tekmovanje v Kopru. Same panoge, ki jih izvajajo, so različne. Pionirji imajo 3 panoge, kjer tekmujejo, in sicer v vaji razvrščanje, to je, kjer preverjamo njihovo strumnost, korakanje, pozdravljanje. Potem je vaja za vedroko, kjer morajo pokazati pionirji svoje spretnosti, kako nalivajo vodo in kako špricajo na cilj tarče, in pa seveda štafetni tek z ovirami, s preprekami, z gasilskimi materiali. Enako je za enote mladincev in mladink, kjer je pa že panoge so malo zahtevnejše. Tudi ti imajo v prvi vrsti panogo razvrščanje, kjer morajo že pokazati več znanja svoje strumnosti. Potem imajo vajo z ovirami, kjer imajo postavljeno progo na dolžini 75 metrov in že razvijajo gasilske cevi in tudi vodo špricajo v ciljne tarče, kjer morajo zbirati vodo v ena vedra, kjer morajo določeno količino napolniti. To je precej zahtevno že za take mladince in seveda tudi zahtevnejša je že tudi štafeta, kjer morajo že pokazati svojo hitrost in tudi vrlino usposobljenosti. Pionirji, ker so pač malo manjši, jim je dovoljeno, da tekmujejo v trenerkah, mladinci pa že morajo tekmovati v gasilski polni opremi, torej pod čelado in zaščitnimi pasi. Mislim, da je to ena vzgojna panoga za naše otroke, ki potem lahko iz njih črpamo tudi bodoče prave gasilce. Jaz sem Smrtnik Branko, namestnik regijskega poveljnika, tudi predsednik tekmovalnega odbora za tekmovanje mladinsko, ki poteka danes tu v Ravnah. Tu tekmujejo vse enote, od pionirjev, pionirk, mladink, mladincev. Te enote, ki so se plasirali na regijsko tekmovanje, morajo preko občinskih gasilskih zvez ali pa gasilskih zvez organizirati svoje tekmovanje, organizirajo in na tem področju izberejo po 3 enote, tako da lahko pridejo tudi na regijsko tekmovanje. Jaz upam, da danes tu v Ravnah bo to tekmovanje potekalo po pravilih, ki je zahteva gasilska služba, da bojo tekmovalne enote imele zelo dober uspeh. Tu je danes sončno vreme in jaz upam, da na tem področju ne bo kakih pritožb, ker imamo tudi dobre sodnike, da bo tu lahko odsodili za prid našim mladincem, mladinkam, pionirjem, pionirkam. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem Slavko Gregor, poveljnik Gasilske zveze Mežiške doline. Mežiška dolina danes organizator regijskega tekmovanja za
mladino na koroškem gasilskem območju. Vsem enotam želim obilo športnih uspehov in pa brez poškodb tekmovanje sodnikom fair sojenja, vsem navijačem pa bučnega in glasnega navijanja za naše najmlajše. Hvala. Enota stoj. Na levo, na desno ravnaj se. Mirno. Pozdrav. Tovariš predsednik komisije, tekmovalna enota PGD Telež in Piranja pripravljena na področje. Dobro, hvala, da jim na mesto odmor. Razumem, tovariš predsednik. Na mesto odmor. Ta punca je strah. Grete na državno, ni strah, ne more jeti. Jaša, Javornik, Letnica. 2000. 2000. 2003. 2001. 2003. Idemo nazaj. Edino opozorilo, mentor, ko boste pol konc, ko boste se prosto zadrževali, ne pred gimnazijo, ker imajo tam maturo, da ne bi jih motili. V redu. Ni problem. Se Darka lahko. Ne smem imeti pomagati. Tu pri mreži počakajte, pogledajte za mno. Mirno. Na desno. Enota s pohodnim korakom naprej. Na desno ravnaj se. Mirno. Na desno. Enota naprej.
Redo. Vidite, sem dala prosto. Pusti, žal. Spoštovani predsednik, tekmovalna enota Mladink Pogida Šentjanče je pripravljena za izvedbo vaje. Razumem, predsednik. Mirno. Na desno. Napad. A si? Ok.
Pozor, zdaj, ja? Pozor, zdaj! Gremo! Daj. To se zapisal. 5 čas, neka 9, Mladenci še Mentor. Nula, sam. Nika! Treći da snima. Vse v redu. Da gasilci lahko upamo na svoje bodoče kadre, seveda si zelo želimo v svojih vrstah veliko število pionirjev in seveda kasneje še tudi mladincev. Gasilci po posameznih krajih v občinah veliko pozornosti polagamo privabljanju gasilcev oziroma teh pionirjev. Poskušamo jih z animacijami na osnovnih šolah. Predvsem vemo, da največji prihod pionirjev v gasilske vrste je tam, kjer je že to družinska tradicija, seveda pa tudi z določenimi akcijami, torej ko imamo v mesecu oktobru določene aktivnosti za otroke, vsi pridejo gledati gasilske domove in jih tudi tam animiramo z prikazanimi akcijami, kako tekmujejo pionirji in mladinci. Potem otroci se lažje odločijo, da pridejo v naše vrste. Imamo tudi po šolah, da pišejo otroci ob mesecu požarnega varstva tudi spise oziroma mlajši otroci rišejo risbe in na tak način tudi pripomore, da se otroci večkrat pojavijo v gasilskem domu. Kar je pa zelo pomembno, je tudi, da gasilci hodimo med letom poleg
tisti, ki so zadolženi za varno delo na šolah in v vrtcih, izvajati vaje evakuacije in tudi gasilske vaje, simulacije požarov, da vidijo tisti otroci, kako pomembno je gasilsko delo. Seveda, ko ti gasilci pridejo na požarišče z sirenami in oblečeni v polne intervencijske obleke, potem otroci dobijo še večjo motivacijo, da pridejo v naše vrste. Naj povem, da v Mežiški dolini je zadnje čase, vmes je bilo sicer malo padca pri vpisu, zadnje čase pa se zopet otroci odločajo in v kar zadostnem številu prihajajo. Zato je tudi danes odraz, da imamo na tem tekmovanju 33 ekip, to pomeni okrog 330 otrok je vključenih v današnje tekmovanje. Naj pa še poudarim, da so imeli predtem pa že posamezna gasilske zveze tekmovanje, kjer so pa v svojih občinah, v svojih krajih bili tudi na tekmovanju. Seveda na to tekmovanje se pa iz vsake gasilske zveze uvrstijo le po 3 ekipe. Tako da, če bo tako se nadaljevalo, se v Mežiški dolini oziroma v Koroški regiji ni treba bati za prihodnost prostovoljnega gasilstva na Koroškem. Mirno, pozdrav! Boriš, namestnik regijskega polnika. Tekmovanje regijsko na Ravnah je končano. Na tekmovanju je sodelovalo 9 ekip pionirk, 11 ekip pionirjev, 11 ekip mladincev in 6 ekip mladink. Prosim za nadaljnje navodilo. Hvala za raport. Na mesto prosto. Spoštovane pionirke, pionirji, mladinci, mladinke, spoštovani sodniki, spoštovani gospod župan, podžupan, vodja tekmovanja, prav tako nadzornik tekmovanja. Jaz bi vas v imenu poveljstva Koroškega območja najtopleje pozdravil in se vam zahvalil za res izčrpno, dobro tekmovanje, ki je danes potekalo tu v Ravnah. Mislim, da organizator tekmovanja gre vse pohvala za dobro pripravljene proge, tako da smo lahko to tekmovanje izvedli. Prav tako je bilo tudi prav zelo lepo vreme, tako da lahko je bilo za vse enote in enakomerno tekmovanje, tako da ni bilo nobenega, da bi imeli prednost, eni pa ne. Sodnikom se zahvaljujem za res korektno sojenje, vsem vam, kjer boste danes sprejeli pokale, iskrene čestitke in vam kličem na pomoč. Lep pozdrav v imenu Mladinske komisije Koroške regije, čestitke vsem enotam za res odlično prikazane vaje. Zahvalil bi se tudi organizatorju za odlično pripravljene tekmovalne površine, hvala tudi sodnikom za korektno sojenje. Mogoče bomo samo na Mladinski komisiji se malo bolj posvetili tudi mentorjem, da bomo malo bolj poznali tudi pravila in temu primerno tudi izobraževali vas mladino. Hvala lepa. Spoštovani tekmovalni odbor, spoštovani tekmovke, spoštovani tekmovci, spoštovani sodniki, v imenu Poveljstva Gasilske zveze Slovenije imam nalogo, da vas pozdravim, ker sem vas nadziral kot nadzornik tekmovanja na današnjem tekmovanju.
Naj povem, da sem zelo vesel, da je v Ravnah potekalo dobro tekmovanje. Organizator Mežiška gasilska zveza Mežiške doline z pomočjo članov PGD Ravne so teren dobro pripravili, proge so bile dobre, za vse tekmovce in tekmovke so bile korektne. Žal se je tudi zgodila ena poškodba, kar ni bilo vzrok poligon oziroma nepripravljenost, ampak je bila to že stara poškodba, tako da tudi to se včasih zgodi in smo ukrepali tako, kot je bilo potrebno. Ne pa samo omenim, čeprav je bilo tekmovanje dobro izpeljano, vendar še po strokovni plati pa vedno še najdemo, da bi lahko bilo kaj bolje. Na sodniški analizi bomo določene stvari analizirali, med tekmovalci, med mentorji bodo v društvih tudi poanalizirali stvari, ki smo jih dogovorili, kajti naslednji teden, ko je državno tekmovanje v Kopru za naše najmlajše, želim, da ne bi kakšna enota zaradi takih neumnosti, ko so se danes dogajale, prišlo do kakšne diskvalifikacije in se bi peljali tako daleč samo na izlet. Vsi vemo, da tekmovalci, če gre skozi komisijo, kot jo mi imenujemo, to je pregledna komisija in moramo biti oblečeni po pravilih, ker to zahteva Gasilska zveza Slovenije, pravilnik tako piše, tudi Evropska organizacija to zahteva, imamo pač taka pravila. V nogometu imajo takšna pravila, gasilci imamo takšna pravila. In ni fair, da nekdo tudi od mentorjev, celo od staršev govori, sodniki so lahko tako oblečeni, tekmovci ne morejo biti tako, to samo škodijo naši organizaciji. Naši mladi, ko bojo prišli na državno tekmovanje, tam ni propusta in verjemite, veliko več žalosti je, ko pridejo na državno tekmovanje, pa je potem tam zaradi takih mentorskih neumnosti enota diskvalificirana. Danes sem videl, da so tekmovalne enote dobro pripravljene, rezultati so dobri in želim vsem enotam, ki so se vrstile na državno tekmovanje, veliko uspeha, da tam predstavljajo Koroško regijo kot najboljšo regijo na Koroškem, kar je tudi že poznano v Sloveniji, in da bomo z veselim, nasmehom se vračali domov, sodniki, organizatorji pa bodo ponosni na delo, ki upravimo na Koroškem. Še enkrat kličem vsem na pomoč in dobro organizacijo na naslednjem tekmovanju, ki bo jutri v Radljah. Hvala lepa. Drage mlade gasilke, mladi gasilci, mentori, sodniki, gospe in gospodje, dobrodošli in prav lepo pozdravljeni v imenu občine Ravne na Koroškem. Izjemno smo veseli, da smo lahko danes tukaj v našem športnem parku gostili vaše regijsko tekmovanje. In seveda takšno število tekmovalk in tekmovalcev kaže na to, da se lahko, kar se tiče sil zaščite in reševanja, počutimo varne v naši regiji in seveda vi ste naša bodoča sila na tem področju. V naši občini delujeta 2 gasilski društvi, ponosni pa smo tudi na poklicno gasilsko enoto, ki ima sedež tukaj na Ravnah na Koroškem. Jaz vam želim, da bi v bodoče dosegali dobre rezultate na naslednjih kategorijah tekmovanj, ki vas čakajo. Za tiste, ki morda danes niste bili tako uspešni, kot bi si želeli, verjamem, da boste imeli prihodnje leto zopet priložnost in boste morda takrat bolj zadovoljni. Vsekakor pa je rezultat to, da kaže, da gasilstvo na Koroškem živi, kajti prostovoljno gasilstvo ima velik pomen za sam razvoj lokalnih skupnosti. Namreč na gasilce se moramo spomniti tudi takrat, ko ni samo nesreča, ko ne grozi nevarnost in seveda v takšnih trenutkih, kot je danes, ko predstavljajo tudi druženje in nenazadnje tudi športne aktivnosti. Jaz vam zahvaljujem za vaš prispevek, ki ga dajete k naši skupnosti, vam želim obilo uspehov v prihodnje, seveda vsem gasilkam in gasilcem želim čim manj intervencij in vam kličem na pomoč. Pa začnimo s tem, za kar smo danes tu. V kategoriji pionirke je sodelovalo 9 enot, 9. mesto Črna na Koroškem, 8. mesto pionirke 2 Vuzenica, 7. mesto Dravograd, 6. mesto Mislinja, 5. mesto Črneča, 4. mesto pionirke 1 Vuzenica, 3. 3. mesto Dolže, 4. mesto pionirke 2 Vuzenica, 5. mesto pionirke 1 Vuzenica, 6. mesto pionirke 2 Vuzenica, 7. mesto pionirke 1 Vuzenica, 8. mesto pionirke 2 Vuzenica, 9. mesto pionirke 2 Vuzenica, 10. mesto pionirke 2 Vuzenica, 11. mesto pionirke 2 Vuzenica, 12. mesto pionirke 2 Vuzenica, 13. mesto pionirke 2 Vuzenica, 14. mesto pionirke 2 Vuzenica, 15. mesto pionirke 2 Vuzenica, 16. mesto pionirke 2 Vuzenica, 17. mesto pionirke 2 Vuzenica, 18. mesto pionirke 2 Vuzenica, 19. mesto pionirke 2 Vuzenica, 20. mesto pionirke 2 Vuzenica, 21. mesto pionirke 2 Vuzenica, 22. mesto pionirke 2 Vuzenica, 23. mesto pionirke 2 Vuzenica, 24. mesto pionirke 2 Vuzenica, 25. mesto pionirke 2 Vuzenica
Drugo mesto Pamet Četrobla. In prvo mesto Ljuba Ličja. V kategoriji pionirji je sodelovalo 11 enot, 11. mesto Dravograd, 10. mesto Prevalje, 9. mesto Črno na Koroškem, 8. mesto Muta, 7. mesto Luzenica, 6. mesto Ljubja Ličja, 5. mesto Turiška vas, 4. mesto Trbonje, 3. mesto Ravne na Koroškem. Drugo mesto Pamet Četrobla. In prvo mesto Dovže. Dovže Ana. V kategoriji mladinke je sodelovalo 6 enot. Ena enota je bila izven konkurence, to je Dolič, Črn, Florjan, dosegli so 962 točk. Drugače pa 5. mesto Mislinja, 4. mesto Šentjanž pri Dravogradu, 3. mesto Črneče, 2. mesto Golava Buka, in prvo mesto Legen. V kategoriji mladinci je sodelovalo 11 enot, PGD Muta so imeli nedokončano vajo zaradi poškodbe, 10. mesto Šmartno, 9. mesto Črno na Koroškem 1, 8. mesto Črno na Koroškem, 7. mesto Prevalje, 6. mesto Šentjanž pri Dravogradu, 5. mesto Legen, 4. mesto Kapla in 3. mesto Trbonje. Drugo mesto Brezno Podvelka. Prvo mesto Pamet Četrobla. Bila je ena pritožba, ki je bila tudi negativno rešena. S tem je razglasitev današnja končana. Ja, drage pionirke, pionirji, mladina, mladinci, jaz vam za dosežene rezultate iskreno čestitam v imenu organizatorja, to je Domače gasilske zveze Mežiške doline. Želim vam varen povratek v vaše domove, kateri nas boste zastopali na državnem obilu uspehov. Rezultati so objavljeni na vaših gasilskih zvezah in boste imeli možnost v bistvu sprintati dosežene rezultate. Sodnikom se zahvaljujem za fair sojenje in vas vabim na malco v restavraciji v Hrminu Veh v centru Ravn in vam kličem na pomoč. Za spust zastave zmagovalna desetina mladincev
naj se pripravijo za spust. Enote, mirno. Za spust zastave. Pozdrav!